Lepo pozdravljeni. Pri izobrazbi sem biotehnologinja, doktorirala pa sem na Medicinski fakulteti v Ljubljani z področja biomedicine, ukvarjala pa sem se z preučevanjem matičnih celic, ki se uporabljajo za zdravljenje srčnega popuščanja. In kaj so matične celice? Po definiciji govorimo o maloštevilni populaciji celic, ki so nespecializirane, nediferencirane in imajo sposobnost dolgotrajnega deljenja. Nahajajo se v zarodku ali v odraslem človeku in ko se delijo, matična celica tvori dve hčerinski celici. Eno, ki ohranja lastnosti matičnosti, temu rečemo postopek samoobnavljanja, in pa drugo, hčerinsko celico, ki je bolj usmerjena in se lahko diferencira v posamezne tkivne celice. Ena izmed lastnosti matičnih celic je tudi plastičnost. To je sposobnost odrasle matične celice, da se zaradi vplivov dražljajev iz okolja lahko diferencira v popolnoma drugo matično celico in se potem tam opravljajo naloge matičnosti in se tam diferencira in zdravi v bistvu popolnoma drugo tkivo, iz katerega izhaja. Pomembna lastnost matičnih celic je tudi potentnost. To je sposobnost diferenciacije v različne celične vrste. Glede na potentnost matične celice delimo na totipotentne, pluripotentne, multipotentne in unipotentne. Totipotentna matična celica je tista, ki je sposobna tvoriti celoten organizem, se pravi odraslega človeka. Iz te celice se lahko razvijajo vse naše celice. Tudi tiste iz ekstraembrionalnega tkiva, se pravi trofoblasta, ki tvorijo posteljico. To je oplojena jajčna celica ali zigota in prve delitve te celice. Naslednje so multipotentne matične celice. Te imajo spet malo manjšo potentnost. Tvorijo lahko vse telesne celice, vseh 220 tipov celic, ne morejo pa tvoriti celotnega organizma. V laboratoriju znanstveni dokaz pluripotentnosti pomeni, da ko mi pluripotentno celico gojimo v gojišču, s tem, ko ji dodajamo razne rastne faktorje, jo mi usmerjamo, da mora tvoriti celice vseh treh kličnih listov, se pravi celice endoderma, ektoderma in mezoderma. Na ta način potrdimo, da je celica pluripotentna. Pri teh celicah pa je tudi močna aktivnost telomeraz. Telomeraze so encimi, ki podaljšujejo telomere na koncih kromosomov. To so te kapice na vrhu kromosomov in dokler se celica deli, je mlada celica, te telomere, te kapice podaljšujejo. Ko pa telomere svoje vloge več ne morejo tako dobro upravljati, se začnejo telomere krajšati in ena izmed posledic tega je tudi staranje organizma. Multipotentne matične celice imajo spet manjši potencial kot predhodne celice. Te celice pa, ko jih diferenciramo, se razvijajo v celice enega kličnega lista, se pravi samo celice endoderma, samo mezoderma ali ektoderma. So celice, ki tvorijo neke sisteme, se pravi krvotvorni sistem ali živčni sistem, se pravi so pa tkivno specifične. In na to še unipotentne celice, te imajo pa v bistvu najmanjši potencial, so tkivno specifične, lahko se razvijajo samo v enocelično linijo, se pravi ali samo v mišico, ali samo v živec, ali samo v neko maščobno celico. Sposobne so samoobnavljanja, se pravi, ko se delijo, da nastaneta dve celice, hčerinska ena, ki ohranja to matičnost, in pa druga, ki se usmerjeno diferencira prav v celico, ki je pač tam potrebna. To so recimo celice v koži, v mišicah. Zdaj, če nakratko grafično pogledamo, zigota, oplojena jajčna celica in pa prve delitve so totipotentne, se pravi, iz teh lahko nastajajo živi organizmi, človek, enojajčna dvojčka, trojčka, četverčki. Potem potencial pada, njihova potentnost pada, poveča se diferenciranost, v tej znotrajcelični masi blastociste so pluripotentne celice, ki lahko tvorijo vse celice našega organizma. Naprej postajajo celice multipotentne, tvorijo neke določene sisteme, in na koncu unipotentne, ki samo posamezne tkivne celice
v bistvu, ko se delijo, tvorijo samo posamezne tkivne celice. Kar je zanimivo, je pa tole. V današnjem času, oziroma neka novejša dognanja, grejo v smer, da se pri odraslem človeku prav tako nahajajo neke pluripotentne celice, ki imajo sposobnost, da lahko pozdravijo vse naše poškodovane celice. In mogoče za intermezzo lahko povem, da sem se s tem ukvarjala tudi sama. S metodo PCR v realnem času, ki je zdaj bila tako omenjena, sem v periferni krvi človeka gledala, če se izražajo ti geni, ki so značilni za pluripotentne celice. In moji rezultati so bili takšni, da to tezo lahko potrdim. Ja, tudi v odraslem človeku so prisotne pluripotentne matične celice. Glede na izvor, matične celice delimo na embrionalne matične, fetalne in pa matične celice odraslega. Se pravi, embrionalne matične celice se nahajajo v zgodnjih fazah razvoja, se pravi v znotrajcelični masi blastociste, lahko se diferencirajo v vse naše tkivne celice, tudi spolne, njihovo pridobivanje pa je etično sporno, saj moramo za to, da te celice pridobimo, uničiti zarodek. Fetalne matične celice se pojavijo v zarodku, prisotne so v popkovnični krvi. Morda poznate te biološke banke, kjer lahko popkovnično kri zarodka tudi shranimo, oziroma ne zarodka, novorojenčka, pardon, kar bi vam mogoče nekaj, ko boste postali starši, tudi priporočala. No, jaz imam za svoje oba otroka shranjeno tako popkovnično kri kot popkovnico. Te celice popkovnične krvi so mlade, še niso, bom rekla, poškodovane z vplivov iz okolja in imajo velik potencial za zdravljenje. Potem poznamo še matične celice odraslega, ki so prisotne v vseh tkivih odraslega, so bolj omejene v svojem razvoju, najdemo jih pa v maščobi in v kostnem mozgu. Revolucijo na področju matičnih celic pa so prinesle tako imenovane inducirane pluripotentne matične celice. Gre se za to, da so raziskovalci v odraslo celico, se pravi v kožno celico, s pomočjo genskega inženiringa vstavili 4 gene, ki so značilni za pluripotentne celice. In ko se je celica delila, ko se je začela razmnoževati, oziroma prepisovati te gene, se je vračala nazaj na stopnjo pluripotentnosti, kar je v bistvu fascinantno. Mi znamo sprogramirati celico, odraslo celico, svojo lastno celico, da bo postala pluripotentna. S tem, če v bistvu uporabimo svojo lastno celico, ki jo spremenimo in jo vrnemo nazaj v telo, se izognemo imunskemu odzivu našega telesa in te celice potem lahko v telesu opravljajo nalogo, za katero želimo, da jo. Kar pa je tvegano, oziroma kar še tudi nisem povedala, kar je značilno za pluripotentne celice, je to, da so to lahko tudi rakave celice, da lahko tvorijo tumorje. Trenutno je na svetu prijavljenih okrog 6500 kliničnih študij, kjer uporabljajo zdravljenje matične celice. Z vidika celičnih terapij je velik doprinos prinesle raziskave in izkušnje z področja hematologije in presaditev kostnega mozga. Po drugi svetovni vojni, ko so padale atomske bombe, se je preučevalo vplive sevanja na človeško telo. In znano je, da sevanje uniči hitro deleče se celice. To so tudi celice v kostnem mozgu. Posledica tega je bila, da so ljudje umirali, zaradi krvavitev, ker ni bilo recimo trombocitov, ki bi krpali rane, ni bilo levkocitov, ki bi v bistvu vplivale, varovale telo in tako je bila edina logična rešitev presaditev kostnega mozga. V preteklosti, oziroma te prve raziskave, ki so uporabljale celice za zdravljenje, so šle v smer zdravljenja Alzheimerjeve demence, Parkinsonove bolezni, multiple skleroze. To zato, ker v bistvu to so tako imenovane živčne bolezni, živčnega sistema. In živce je v kulturi v bistvu dokaj enostavno gojiti. Živci so celice, so nezahtevni, hitro se diferencirajo, te živčne povezave hitro nastajajo.
Poleg tega pa je ta igralec Superman Christopher Reeve, ko je padel s konja, ko je postal tetraplegik, namenil ogromno denarja za raziskave hrbtenjače oziroma zdravljenja poškodb hrbtenjače. In eno izmed teh področij so bile tudi celične terapije, uporaba celic za zdravljenje. Zdaj, v trenutnem času pa se v bistvu matične celice bolj uporabljajo za zdravljenje srčnega popuščanja, za kostno-hrustančne poškodbe in zdravljenje avtoimunih bolezni. V Sloveniji za slovenske bolnike uporabljajo matične celice za zdravljenje poškodb sklepnega hrustanca, pri srčnem popuščanju, pri zdravljenju prebavnih težav, recimo Kronove bolezni, pri zavrtnitvenih reakcijah, po presaditvah krvotvornih matičnih celic, tudi pri COVID-u, čeprav tu moram opozoriti, da matične celice niso bile uporabljene pri slovenskih bolnikih, celice je pripravljalo slovensko podjetje. Pri zdravljenju pljuč nedonošenčkov in pa pri raznih avtoimunskih boleznih. Regenerativna medicina se ukvarja z načini zdravljenja, ki odpravljajo vzroke bolezni in omogočajo vzpostavitev normalne funkcije tkiva ali organa. S tem želimo doseči, da bolnik dokončno ozdravi, da ne bo potreboval nekega dolgotrajnega zdravljenja. Se pravi, če tule pogledamo, imeli bi neke matične celice, ki bi jih znali diferencirati v tiste celice, ki bi jih potrebovali, in te celice bi potem uporabili za zdravljenje kosti, srca, jeter, prebavnega trakta in možganov. Najpogosteje se za zdravljenje pri nas uporabljajo krvotvorne matične celice in pa mezenhimske matične celice. Ko govorimo o krvotvornih matičnih celicah, so to multipotentne matične celice, iz katerega lahko nastajajo vse celice mieloične vrste, se pravi eritrociti, trombociti, neutrofilci, makrofagi, in pa vse celice limfatične vrste, se pravi limfociti T, B in celice neravne ubijalke. Vir teh celic je kostni mozeg. Te celice se lahko bodisi z rastnimi dejavniki, bodisi same od sebe, izplavijo iz niš kostnega mozga v kri in pa popkovnična kri, ki sem jo že prej omenjala. Se pravi, presaditev krvotvornih matičnih celic je najstarejša in najbolj razširjena terapija. Leta 1957 je bila izvedena prva presaditev, leta 1990 pa so za ta postopek prejeli tudi Nobelovo nagrado. Dan današnji čas s presaditvijo zdravijo preko 70 rakavih in nerakavih bolezni, na leto pa opravijo preko 50,000 presaditev, kar je v bistvu ogromno. In glede na to, katere celice se uporabljajo za zdravljenje, se uporabijo bolnikove lastne oziroma meni lastne, ločimo avtologno zdravljenje, če pa uporabimo celice dajalca, pa je to zdravljenje alogensko. Na tej stopnji bi vas pa mogoče rada povabila, da se upišete na seznam, da se upišete, ko boste stari 18 let, nažalost, date na seznam, da se upišete v register dajalcev krvotvornih matičnih celic in tako morda nekoč nekomu vi rešite življenje, oziroma Bog ne daj, če bi jih potrebovali vi, bo tudi v registru nekdo, ki bi vam lahko pomagal. Ker je pač izjemno težko najti ustreznega darovalca. Naslednje pa so mezenhimske matične celice. Gre za heterogeno populacijo multipotentnih celic, nahajajo se v različnih tkivih. Te celice so pomembne z dveh vidikov. Zato, ker ko jih apliciramo v bolnika, te celice se diferencirajo same in lahko pozdravijo tkivo same, se pravi, se diferencirajo v kost, v hrustanec, mišico. Druga zelo pomembna lastnost pa je to, da lahko mezenhimske matične celice v okolju aktivno spremljajo vnetje in ga tudi same uravnavajo. Te celice so sposobne
izločati citokine, rastne dejavnike, mikrovezikle, eksosome in s tem vplivati na druge celice, privabljati druge celice, ustvarjati pogoje za zdravljenje neke poškodbe, kar je v bistvu fascinantno. Ne? Ena celica ima nadzor nad dogajanjem v okolju in ga usmerja in na tak način lahko zdravi poškodbo. Z uporabo teh celic je prišlo do izboljšanja angiogeneze, se pravi, nastale so nove žile, zaviralo se je vnetje, celice so prenehale odmirati in začele se popravljati mesto poškodbe. Človeške mezenhimske matične celice so zanimive z vidika, ker ko jih gojimo v kulturi, ko jih množimo, one ohranjajo to svojo diferenciacijsko sposobnost. Se pravi, ko jih gojimo v kulturi, jih ne mi s tem že nekaj usmerjamo, bodi ta celica ali pa tista celica, ampak ohranjajo to svojo, bom rekla, nediferenciranost, neusmerjenost. Po drugi strani pa tudi izločajo vse te citokine in rastne dejavnike tudi v kulturo, ki pač jo imamo pred sabo. Te celice so enostavno dostopne, saj jih lahko dobimo iz kostnega mozga ali iz maščobnih celic, maščobe. Njihovo pridobivanje pa ni etično sporno. Za srčno popuščanje se uporabljajo tako imenovane CD34 pozitivne celice. To so celice pridobljene iz kostnega mozga. Bolnikom aplicirajo v telo filgrastim ali pa granulocitno stimulirajoči dejavnik, ki povzroči, da se matične celice splavijo iz kostnega mozga v kri. Potem se z enim imunomagnetnim ločevanjem te celice loči iz krvi, vsa ostala kri pa se vrne nazaj v bolnika. Zakaj srčno popuščanje? Ne? Zato, ker je eno najpogostejših obolenj sodobnega časa, ker prihaja do odmiranja celic srčne mišice, se srce tudi več ne krči pravilno, zato ker tam na tistem mestu prihaja do vnetja, srce postaja bolj togo in pač rešitve v današnjem času so bile pač presaditve srca, na voljo nimamo dovolj presadkov, bolniki so neprimerni, ker imajo različne pridružene bolezni, to so v bistvu zelo dragi postopki, obstaja pa tudi tveganje, da bolnik ne bo preživel. Tukaj pridejo pa seveda v upoštev celične terapije, ki so se pač izkazale za izvedljive in varne. Predvsem pa je zanimivo to, da je prišlo do tega, da so v srcu na mesto poškodbe nastajale nove žile. Povečala se je koncentracija vseh teh rastnih dejavnikov, citokinov, ki spodbujajo, privabljajo druge celice. Po drugi strani so se pa znižali ti vnetni citokini, se pravi, se je vnetje na tem področju začelo umirjati. Rezultati so bili takšni, da se je prekrvavitev srca izboljšala, srce je tudi imelo boljšo, to je stisno funkcijo, ne? Več krvi je uspelo iztisniti. Ker pa bolnik dobi svoje lastne celice, ne potrebuje imunosupresivnega zdravljenja, se pravi, ne potrebuje še zraven jemati ne vem koliko tablet, da bo zaviral njegov imunski sistem. Pri okvarah kosti in hrustanca je bil prvi tak proizvod komercialno dostopen Honor-Art. V bistvu, ko nastane v hrustancu lezija, so vzeli biopsijo hrustančnih celic, to kostno, bom rekla, so z encimi razgradili, da so nastale posamezne celice, te hondrocite so potem gojili v kulturi, so te celice množili. V času, ko je prišlo do operacije, so to mesto lezije sčistili, noter so aplicirali, inicirali te hrustančne celice, mesto prekrili s periostom in pustili, da so celice začele delovati in pozdravile poškodovano kost. Trenutno za zdravljenje poškodb uporabljajo mezenhimske matične celice. Zakaj? Zato, ker te celice imajo dve sposobnosti. Ena je ta, da se lahko diferencirajo v kost, v hrustanec, v bistvu celico, ki je tam potrebna. Po drugi strani
pa izločanjem vseh teh citokinov omejuje vnetje. In s tem se izboljša tudi delovanje sklepa, ne? Ker če prihaja do vnetja, se tam zbira neka tekočina, sklep je bolj tak rigidna, ne? Težje se giba in mezenhimske matične celice imajo sposobnost umirjanja vnetja in posledično se tudi izboljša gibljivost sklepa. Uporablja se torej mezenhimske matične celice iz kosti ali maščobe. Uporabljajo pa se nažalost za zdravljenje poškodb mlajših pacientov, zato ker pri mlajših pacientih ima tudi pacient večjo možnost, da bo prišlo do regeneracije. Mlajše celice pa so tudi bolj, živahne, bolj hitro se delijo, izločajo več citokinov in na ta način v bistvu je regeneracija pri mlajših boljša. Te celice torej učinkovito pomagajo pri začetni artrozi, vnetje se ustavi, v bistvu se začne regeneracija tega poškodovanega dela. Zanimivo je to, da so v bistvu s tem postopkom lahko bodisi odložili čas do operativne menjave oziroma do operativne menjave sploh ni prišlo. Zdaj mogoče za primera, ne. To je počil meniskus, so ga recimo lepo očistili, pripravili in ko so ga zašili, so noter aplicirali še večje število mezenhimskih matičnih celic in rezultat je bil, da so celice popravile poškodbo, kar je v bistvu fascinantno. Se pravi, kot sem rekla, celice lahko da se same pozdravijo, da se same diferencirajo, da same postanejo željenja celica ali pa v bistvu s pomočjo imunomodulacije privabljajo druge celice in tako zdravijo poškodovano tkivo. Krvotvorne matične oziroma mezenhimske matične celice se uporabljajo tudi za zdravljenje zavrnitvenih reakcij. Recimo pri otroku, ki je imel presaditev krvotvornih matičnih celic, je prišlo do zavrnitve. Ta pacient teh celic ni sprejel, ko vsa biološka zdravila niso več delovala, ko njegovega imunskega sistema niso mogli več zatirati, so se odločili za presaditev mezenhimskih matičnih celic, ki pa so se uspešno odzvale in so v bistvu omejile vnetje pri otroku. Uporabljajo se zdaj za zdravljenje tudi avtoimunih bolezni, recimo Crohnove bolezni. Pri Crohnovi bolezni prihaja do nekaj nepojasnenega vnetja v črevesju. Očitno imunski sistem tam bolj deluje. Na črevesju nastajajo neke brazgotine in mezenhimske matične celice imajo možnost, da zavirajo vnetje s svojim delovanjem, po drugi strani lahko s tem, ko se umirja vnetje, se zmanjšajo tudi nastanek brazgotin in pa, ker imajo sposobnost zdraviti, se pravi, lahko tudi s to brazgotinjenje pozdravijo. Zdaj pa, če se še malo usmerimo na COVID. Že preko 60 raziskav je bilo izvedenih za uporabo mezenhimskih matičnih celic. Preko 1000 bolnikov je prejelo različne doze mezenhimskih matičnih celic in v bistvu tule bom povedala, da te celice pripravlja slovensko podjetje, niso bile pa uporabljene še pri slovenskih bolnikih. Izkazalo se je, da so aplikacije varne, da so učinkovite, zmanjšalo se je vnetje oziroma omejili so ta citokinski vihar, do katerega prihaja, ko telo v bistvu predobro odreagira na vnetje, na virus in se ne le, da se bori v pljučih z virusom, ampak v bistvu to vnetje potem se razširi in na žile in na živčevje. In z mezenhimskimi matičnimi celicami so v bistvu videli, preliminarni rezultati kažejo, da je prišlo do regeneracije tega poškodovanega tkiva v pljučih in ker se zmanjša vnetje, se v pljučih ne nabira več toliko tekočine, pacient lažje zadiha in v bistvu ne potrebuje več dodatnega kisika, ki se je dodaja preko ventilatorja. Dokazali so tudi, da se je zaradi tega skrajšal čas bivanja na intenzivi.
Meni izjemno fascinantno dejstvo pa je to, da je že po dnevu in pol, ko je bolnik prejel mezenhimske matične celice, vrednost vnetnih parametrov padla. To je fascinantno, da dejansko celice, ko pridejo v telo, začnejo delovati takoj, začnejo takoj sproščati te citokine, začnejo takoj privabljati druge celice in takoj umirjati to vojno, ki se dogaja v telesu. Ne vem, meni je to fascinantno. In posledično tudi prihaja do manjših poškodb, ki nastajajo v tkivu. Rentgenski posnetki so kazali manj senc, se pravi, so bolj nadzirali lahko pljučnico. Raziskave, ne vem, bom rekla, z področja COVID-a, v prihodnosti bodo šle pa predvsem v smer zdravljenja tudi poškodb srčne mišice, v bistvu tudi zmanjševanje tega vnetja, ki nastaja v telesu, popravljanju poškodb na živcih. Se mi zdi, da imajo potencial za uporabo tudi naprej. Ker pa seveda, koliko so fascinantne, imamo z njimi tudi težave. Nas moti predvsem to, da ne vemo, kako se bojo celice obnašale, ko jih bomo presadili nazaj v tkivo. Mi vemo, da je celica zelo odreagira na vse signale. In če jo imamo mi lepo v kulturi, tam ali je pa fajn dovolj kisika, 20% kisik, lepo jo hranimo, ima na voljo hrano, nič kaj posebnega stresa ni, ko jo pa presadimo v telo, pa v bistvu v telesu raste na 4% kisiku, okrog na njo delujejo sosednje celice, vse celice, ne vem, izločajo vse te citokine, rastne dejavnike in v bistvu mi ne vemo, kako se bo celica v tkivo dejansko odzvala. Različni so to ti celični organizmi. Recimo, mi si bomo želeli ti postani hrustančna celica, ona bo rekla, jaz bom pa reč kostna ali pa, ne vem, rakava. In ravno pri pluripotentnih matičnih celicah se srečujemo s tem, smo v bistvu na dveh poljih, ker imajo potencial, da postane katerakoli telesna celica, bi si mi želeli, da postane ena celica, ona pa recimo lahko postane rakava in se sprašujemo, ne vem, a bomo pozdravili eno bolezen, pa bomo pri nekem bolniku pridelali rak, a je zdaj tudi to etično dovoljeno, Se pravi, če se želimo iti neko komercializacijo, pa ponujati celične produkte, v bistvu moramo vedeti, kak bo celični odgovor po presaditvi. Seveda pa se tukaj srečujemo tudi z etičnimi zadržki, saj moramo za pridobitev embrionalnih matičnih celic uničiti zarodek, pri induciranih v bistvu se uporabljajo genski inženiring, manipulacije, kar je v bistvu tudi etično, bom rekla, sporno, z vidika slovenske zakonodajne regulative, ki je zelo stroga, kar se tega tiče. Zaključila bi pa z enim stavkom mojega profesorja in mentorja dr. Kneževiča, in sicer, da naše telo ni sestavljeno iz tablet, ampak je sestavljeno iz celic. In moramo celicam pomagati, da bojo lahko obnavljali naše telo. In na tak način bomo potem tudi mi zdravi. Če bojo naše celice v redu, bomo tudi mi zdravi. Vi se zdaj nahajate na tej fazi, ste pluripotentni, imate potencial, da postanete karkoli si želite. In želim vam, da ohranjate to svojo radovednost, ta svoj potencial, da se boste usmerili tja, kamor si boste sami želeli, ne pa, da bo na vas vplivalo okolje. Hvala.